Hvala lepa, jo. Kakšna čudovita najava. Res hvala za to pompozno najavo asistenta režije. Čudovito, hvala. Samo zame. Res, zelo ste prijazni. Lep dober večer, pozdravljeni. Na snemanju druge oddaje Škofljica smo srčni ljudje. Lani sem bil asistent režije, verjetno se spomnite. Letos sem pa računal na vodstveno pozicijo. Voditla. Nazadnje sem 2 leti nazaj imel svojo oddajo na eni od komercialnih televizij. In ja pa jade. Izkazalo se je, da je v Škofljici, oziroma na Škofljici, v naši občini, še veliko več talentiranih ljudi od mene. Tako da letos vas spet pozdravljam z mesta asistenta režije. Pazi, kako voziš, veš, to boš potem mogel nazaj kombi spraviti, veš. Sam povem. Ampak me je pa doletela ta čast, da lahko najavim pihalni orkester glasbene šole Grosuplje pod taktirko gospoda Andreja Tomažina. Zaigrali so skladbico Skoraj da, če jih jaz ne bi prekinil, Ponosni nase, tako kot smo, našega občana Janija Šalamona. Na odru se jim bodo pridružile mažoretke, naše škofliške mažoretke. Kot vidite, vse je v znamenju in leitmotivu Škofljice. Vsi smo Škofljice, tako ali drugače. Tako da pihalni orkester glasbene šole Grosuplje, škofliške mažoretke in naši praporščaki. Prosim!
vodstvu glasbene šole Grosuplje pod taktirko gospoda Andreja Tomažina in seveda škofliškim mažoretkam pod vodstvom gospe Jane Rus Urankar. Ker smo pa seveda doma v najlepši, najbogatejši, najbolj čudoviti, najbolj nadarjeni, malo me zaneslo, se upravičujem, najlepši državi, seveda ne samo občini, vam bomo dokazali, da v Škofljici zelo radi sodelujemo. Ne samo drug z drugim, ampak tudi med generacijami. Himno Republike Slovenije boste zapeli zborovodkinja otroškega pevskega zbora Karmen Mihalič Čampa in učenka 3. razreda osnovne šole Škofljica Elizabeta Pečjak. Karmen in Elizabeta, prosim. Hvala lepa Karmen in Elizabeti. Zdaj pa že počasi čas, da začnemo snemati našo oddajo, kaj ne da. Zato pa rabimo še vaše sodelovanje. A se spomnite še od lani tiste pesmi Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. Gospod župan, vi boste ziher zraven pomagali, ne? Če gostitelj pomaga, pol bodo vsi drugi sodelovali, a ne da. Če gostitelj pre enega, pol še drugi pijejo. Ja, tako ne se gremo. Ja. A se še spomnite, kako gre pesem? Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. Ta pesem ima pa še eno koreografico, eno tako enostavno. Zdaj pa, ker jaz imam polne roke dela, ali materijala, mi bo pri tem pomagala moja prijateljica Alja Kamara, ki ima svojo plesno šolo. Alja! Pomagaj mi, pomagaj! Hej, pomagaj! Pomagaj, ne pomahaj! Ma se nisem holop, pomagaj! Daj bomo pokazali koreografijo, ja, živijo? A bomo šla počasi? Ok, počasi, da se bodo hitro zapomnili, ok? Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. A bo šlo? Hvala, Alja. A bo šlo? Dajmo probat. Pri tem nam bo pomagal naš band in še vrli pomagači. A smo pripravljeni? Fantje, zašpilemo! Pridite, naši plesalci, kar da nove. Aj bomo pokazali, kako gre, ha? Oja! Emo! Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. Gremo še enkrat. Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Dajmo gospod gostitelj. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. Mi smo Škofljica, ti in jaz sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. Oh, ja!
predstavim naša srčna voditelja naše druge oddaje, Anjo Križnik Tomažin in Jožeta Robežnika. Prosim. Ja, ti moš pet. A ti ne veš, to je osnovna šola Škofljica. Na to šolo sem jaz hodil. Tudi na pevski zbor. In na pevskem zboru mi je gospod Miran Klaves rekel, Jože, lahko hodiš, lahko greš z nami na končni izlet, sem za vraga nikakor, nikoli ne poj na glas. Jaz sem doživljenjsko prepoved pet na kakršnem koli odru osnovne šole Škofljica. Jaz vam pričam za to. Torej pevske naloge in vloge ti pa ne bomo podelili? Imaš voditeljsko, ker jezik ti pa kar teče, a ne? Ne, če si opazil zadnje cajt ogromen kolesarem, tako da tudi noge so. Ne, pustimo to. Ja, torej, mislim, da lahko začnemo s snemanjem že druge oddaje. Škofljica smo srčni ljudje. Torej, srčen pozdrav vsem. Ti imaš zmeraj neke te drugačne pozdrave. Imam? Ja. Ja, posebne. Srčen pozdrav. Kaj to pomeni, srčen pozdrav? Bi nekaj mogel vedeti. Vem, srčen je, predvsem gre za moški pozdrav. Moški? Ja, veš, tisti pozdrav, ne more biti tista pozdrava. Ne gre, ne? Ne gre. Torej, če je tisti pozdrav, in glede na to, da imamo danes toliko srčnih ljudi v dvorani in ker je to množina, bom tudi jaz uporabila srčni pozdrav, ne srčne pozdravke. Tako da lep pozdrav vsem skupaj z našim županom na čelu, župani drugih občin, podžupani, svetniki, podjetniki, učitelji, škofeljčani in vsemi prijatelji, lepo pozdravljeni in dobrodošli. In seveda na čelu takšne občine je lahko samo srčen župan. Točno to in z veseljem našega srčnega župana vabiva na oder. Otroci, vi pa lahko se stopite. To je pa konc, tukaj se pa moje delo konča. So rekli, da ti dobro govoriš, sem pet ne znaš. Sem te razumel, da si rekel pit ne znaš? Ne, pet. To vem, da znaš, tisto drugo stvar. Drage Škofeljčani, drage Škofeljčanke in vsi prijatelji ter sosedje, bližnji in daljni. Na čelu Škofljice sem natanko 1 leto, 8 mesecev in 17 dni. V tem času sem spoznal ogromno srčnih, sposobnih, talentiranih, v glavnem ljudi, ki imajo kaj za pokazati. Nekatere bomo danes izpostavili, a za njimi so še drugi številni skriti talenti. Prireditev smo začeli s koračnico Ponosni nase. Lahko smo ponosni nase, da se trudimo, ustvarjamo, da mnogi od vas prispevate svoj delček v mozaik kakovostnega življenja na Škofljici. Skozi prireditve bomo marsikaj slišali, kaj smo naredili, mi pa vemo, da radi pomagamo. Radi pomagamo sosedom. Lansko leto smo pomagali občini Mengeš, več kot 25 000 evrov za poplave. Vidimo, kako danes dež pada, verjetno bo treba spet kje pomagati. Naša prostovoljska gasilna društva, ki delajo v tem delu, so bogatejša za 3 nova vozila gasilska. Naša občina je po podatkih NIJZ-ja za leto 2024 zdrava skupnost, torej smo še zdraven, ne. Da lahko čim več pomagamo, smo izobrazili ljudi brezplačne tečaje oživljanja, uporaba AED-ja, tako da tudi ogromno prvih posredovalcev, kar se zahvaljujemo naši Gabrieli Marguč. Tudi z varno pot
smo naredili ogromno varnih stvari, ki bojo za naše šolarje še toliko bolj pomembne. Lahko se pohvalimo, da smo dobili tudi prestižno nagrado Zlati kamen, zlati certifikat kakovosti za leto 2024, ampak to ne jaz. Vsi smo to prejeli. Če sem iskren, zdaj me že po tem času vprašajo, delam kakšno napako, seveda jo delam, kdo jo pa ne. Ampak nočem delati v politično in ne v lastnem interesu, čeprav lahko rečem, da v lastnem interesu definitivno delam. Saj si želim, da bi bila naše bivanje v naši občini še bolj kvalitetno in bolj kakovostno, za kar se vsi trudimo. Da bi prispevali k temu vsi današnji nastopajoči, da razumete, kaj je naša zgodba, je ta, da so vsi del Škofljice. Pravzaprav vsi, kdor je tukaj in prispeva v kakršnokoli pomoč, da je ta organizacija in tale drugo snemanje narejeno, so naredili naši občani, naši Škofljici. Tako da mislim, da jim lahko damo en velik aplavz za vse, kar so zdaj storili. Kaj si jaz želim? Seveda, vsi bi radi ceste, vsi bi radi kanalizacijo, infrastrukturo in tako naprej, ne? Ampak na koncu vse to storijo ljudje. Zato bi rad, da je naša občina najbolj srčna občina v celi Sloveniji. Ker verjamemo, da ljudje, ki delajo s srcem, zagotovo naredijo več kot tisti, ki delajo še bolj trdo. Stara beseda srčnost dobesedno pravi, da je treba imeti srce, srce, ki se ob ovirah ne ustraši. Pa tudi človeško srce, ki zmore kljub oviram uresničiti vrednote, ne da bi pri tem strlo druga srca. Srčen človek je tisti, ki povzroči drugemu, da mu zaigra srce. Naj bo glasba našega srca čim glasnejša. Hvala, da ste del naše velike, srčne družine, tudi tisti iz okolice. Uživajte v današnjem večeru in v življenju na Škofljici. A srečno! Hvala lepa, župan. To ste pa tako lepo povedali. Morate pa tudi sebe pohvaliti, da lahko kar marate tole našo Škofljico tako lepo, kot ste jo do zdaj, in mislim, da se tudi župan zasluša ene lepe pohvale za vse, kar je do zdaj naredil. Pa kar zadržala vas bomo na odru, da podelimo prva priznanja. Lahko. Tako da... Jaz sem vmes, sam to bi prekinil, ker vmes sem sicer malo googlal, ne zato, da ne bi poslušal čudovit govor, ampak sem hotel tudi jaz izpasti malo bolj pameten, ker vi res tako lepo oba govorita pa to. In sem dejansko poiskal in si zapisal definicijo, se pravi, kaj je razlika srečen, srčen. Okay. Če sta vedela, ne? Se pravi, in sem najdel definicijo. Torej, veste, kakšna je razlika med srčen in srečen? Ne veva, Jože. Ne veva, Jože. Tako, ja. Srčen človek povabi soseda v svojo vinsko klet in od njega ta odide srečen. Aplavz. Hvala. Super. Ja, šalo na stran, kot bi rekel kolega Škofeljčan. Koračnico, ki jo je napisal naš Jani Šalamon, ni kar tako izvedel pihalni orkester glasbene šole Grosuplje. Vsi veste, da mi vse lepo povežemo. Glasbena šola Grosuplje, Tilen, prosim, intro. Glasbena šola Grosuplje dobi priznanje občine Škofljica, zato prosim, da pride na oder gospod Dejan Telič, zavašnik, ravnatelj glasbene šole Grosuplje. Tako je glasbena šola Grosuplje, podružnica Škofljica, dobi plaketo občine Škofljica za 50 let obstoja in 20 let delovanja podružnice Škofljica. Čestitke, še Rožica. In sedaj vaju spustiva z odra. Hvala lepa, iskrene čestitke. Jože, Ja? zdaj pa čas, da midva predstavljava naš škofeljski band. Škofeljski band.
Dajmo začeti, prosim, lepo pri bobnarju. Jaz sem se vedno želel biti bobnar, ker se mi zdi, pač, ok, eno zato, ker mu ni treba pet, a jaz sem videl zdaj takoj na mikrofon, raj govor, pa da te vidim. Se pravi, lej, znam. Z napačno stranjo si drugače. Glavnem, Tilen, daj mi boj, kje si se naučil toliko dobro igrati bobne? A si mutov? Nisi, ne? 6. Bobnar si. Imamo. En aplauz, prosim, ker je bobnar. Ja, v bistvu Grosuplje me kar zaznamoval v mojem življenju. Marsikdo še ne ve, fuzbal sem tudi tam treniral. Toliko, da sem trenerko dobil, pa sem pa nehal 1-2 meseca, pa sem videl, da mi bolj bobni ležijo in sem nadaljeval v glasbeni šoli Grosuplje. V glasbeni šoli Grosuplje, tako se vse lepo povezuje, ampak sicer si pa Škoflčan, ne? Ja, res je. Si Škoflčan in kot bi recimo starejši Škoflčani vprašali, a pa so tvoji starši preseljeni ali si še prav Škoflčan? Najbolj, da ga vprašaš, le. Franci je, čakaj, Franci tvoj oče. Živa, Fran. Jabolko pa ne pade daleč od drevesa. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Čakaj malo, a vi pa že ves čas, mislim, skozi skupaj igrata ali sem takole občasno? Občasno, kadar imaš Škofljice svoje srce in takrat so skupaj. Čak, to je danes prvič za vaju? Za najo mogoče, ni čist prvič, sva že igrala, ampak v drugih kombinacijah. V drugih kombinacijah pa v drugih občinah? Že v drugih občinah, torej prvič, kako povezuje, še en aplauz, prosim, za to, kako smo lepo povezali. Družino, oče in sin, res nisem vedel, jaz sem danes povezal to, da sta videla oče in oba poznam, sta, ok. Ok, imamo pa tukaj še kitarista, Žiga Mežan je tudi doma iz Škofljice, verjetno ste ga že kdaj opazili igrati skupaj z Rokom Ferenčem. Živa. Čau, Žiga. Žiga, skje si pa ti? Jaz sem pa tudi iz Škofljice, žal sem priseljenc, ne. A ti smo priseljenc? Ja, se ne moram pohvaliti. Aha. Iz kje? Prav, da moram nekaj zdaj govoriti. Iz Gradišča. Vozač. Status vozača, se tudi izkoriščal v šoli, ne. Lobby zamudil pa nisi, to mi je všeč. Danes ne. Super. Ok, hvala lepa. Klaviaturist Žan Markič pa ni Škofljice, danes smo si ga sposodili, zato ker je škoflški klaviaturist na eni poroki. Žan, si pa z nekom povezan tukaj? Ja, s Tilnom. S Tilnom si povezan, torej Tilen te je danes pripeljal sem. Ja, nekako tako, on me je poklical, pa sem se sam pripeljal, ampak kot je izpisal. Odlično. Žan, hvala. No, si nam pa dal odlično iztočnico, da ugotovimo, s kom vse je pa Tilen še povezan. In lahko vam razkrijem, da je Tilen povezan tudi z našo naslednjo gostjo. Verjetno ste že videli na družbenih omrežjih, na kakšni naslovnici, s kom točno je Tilen povezan. Zdaj imamo gor, čak, da si jaz uran preberem, prehranski režim, ki hujša in zdravi. Jože. Slika, na sliki je gor. Na naslovnici Maja Kevc s svojim Tilnom šla sva za ljubeznijo, ki naj je očitno s trojko pripeljala do Škofljice. 3B. Ja, v manj času je bil Superčan. Pripeljala. Zame so velike spremembe. Tako da, dame in gospodje, z nami je Maja Kevc, dobrodošla v naši občini. Spajam se kraj, s njim dotika se neba, saj leteti sama še ne znam. Vetru je zaupala, a on se ujeba, daleč od znanega zdaj vem, da zaupati ne smem, saj kot veter so ljudje, ki odnesejo ti sanje. Maj, smajam se kraj, s njim dotika se neba, saj leteti sama še ne znam. Vetru je zaupala,
Maja, dobrodošla na Škofljici. Dober večer. Povej mi, kakšni so tvoji prvi vtisi v naši občini? Očitno sem mogla priti iz Švedske na Škofljico, da mi je ratalo. Št je ratov. To sem pogodila. Čez Švedsko si se peljala, da sem pa eni jamrajo, da je gužva zlava. Čez Švedsko. Maja, koliko časa zdaj že živiš na Škofljici? V bistvu sem še, zdaj sem hodila reči mlado poročena, nisem še poročena. Eno leto. Eno leto šele. Slišal, ne? Eno leto. Ja. Če smo natančnejši, ne? 372 dni mi je ena ptička prešepala. Ti si zelo bolj natančna kot jaz. Ja, ti štejem, ti kljukce delam. Ja, ti šteješ kljukce. Delam črtice. Maja, drug let se spet vidimo, ne? Na tej naši vdaji. Odlično. Moram stopati še Klari. Lara, tole je bilo neverjetno, a ne? Wow, Lara, torej tvoja strast je ples ob drogu. A ste mogoče vedeli, da točno tele drugove delajo in izdelujejo v občini Škofljica v podjetju Lupit Pol in Lara bo imela tam svoj tečaj. Tako je. A se lahko tudi jaz prijavim? Ja, seveda. Jaz sem hotel, ali bo to čuden, če oba hodila? A imaš več dni, ker res ga ne bi gledala v kakšnih pajkicah, če zaveš pa. A je sploh so dovoljene pajkice? Ne pajkice, može biti samo v kratkih hlačkah. Na začetku, ja. Ne more. Na začetku so, Aha. ker ne začnemo takoj na drogu. Kje pa? Ob drogu. Ob drogu, Malo ja. spoznamo drog. Aha. Potem po 3 mesecih Živijo, jaz sem Jože. čas. Sam spila sem se že spoznala, se pravi, lahko pridem na to drugo. Ampak res fanti tudi hodijo, prosti jaz se ne zezam. Ja. Se pravi, vabimo, ne vem, gasilci sem slišal, so zelo dobri. Lara, danes lahko izkoristiš priložnost in povabiš občinstvo, da pridejo k tebi na tečaj. Tako, jaz bi vse lepo povabila, vse, ki si želite preizkusiti na drogu oziroma kaj novega, da se mi pridružite na tečaju. Začnemo pa oktobra. Jaz sem pripravljen. Pa si sigurno, da lahko tudi mi dva to delava, kar ti. Res. Vsi lahko. Vsi. Držali te bomo za besedo. Hvala. Hvala te. Hvala. Zdaj bi še ne malo tako, ker mene pa še zanima naša Gaja. Čilo, Gaja? Gaja, a ti tudi kaj poješ, a kje plešeš? Ja, Kje pa kaj plešeš? pri Ali. Pri Ali. To ime pa tudi poznamo, ne? Gaja, hvala lepa, Maja, hvala lepa, Lara, hvala lepa. Lahko greste v zodaj. En velik aplavz, prosim, za naše 3 izvrstne dame. Ja, koliko slišimo v tej Ali, dobrega, same dobre stvari se govorijo na Lavarci, na Škofljici in tudi na njenih družabnih omrežjih. Tudi predlagam, moče si preberemo še kakšen komentar, kakšno lepo misel z njenih družabnih omrežjih. Keep up with the good work, lahko v slovenščini to Alja Carica! Alja Carica, bravo, res izjemna. izjemna. Hvala za pleši zale, hvala Alja in ekipa. Pa to je, jaz moram k njej začeti hoditi, vidim plesati. Ne, Tudi ne. Alja ima bolj za otroke. Čeprav veš kaj, Vse sem lahko hotel bi globoko ne? vse, ok. Lahko bi šel tudi Jože. Se bomo zmenili. V glavnem, top, kakšna energija, sem vesela, da so otroci del tega in plešajo svoj life. Zdaj me pa zanima, ali kdo v dvorani, ki ima tudi svoje otroke še ali pa je imel pri Ali v plesni šoli? Ne? Ja, zdaj glede na to, da sem jaz že ozvočen, pa imam mikrofone. Zdravo, Alja, kak si, kaj? Imamo ga. Ja, jaz sem imel 2. Imam sicer 3 otroke, ampak 2 sem imel pri Ali, ja, hip-hop pa breakdance. Veš kaj, Srđan, prihtel si me, ne, jaz sem hotela dvigati roko, kaj sem imela pa 3 hčere pri Ali. Pa najmlajša je letos poleti bila z Aljo na njenem taboru pod Kozolcem in je rekla, moja Sofija, da to so bile najboljše počitnice ever. To je njen izraz. Drugač pa nekaj rok smo videli, dvigate roke tisti, ki hodite k Ali, ali ste imeli otroke pri Ali, ali še boste imeli. Alja, kot vidiš, kar veliko rok se je dvignilo, ne? Ja, predlagam, da, mogoče, Pa predlagaj. kar povabimo Aljo in župana Točno to? na oder. Ja, seveda. Kaj ti? Alja Kamara dobi županovo priznanje za doprinos k aktivnemu in kakovostnemu življenju v občini Škofljica.
čestitke, še rožico, poljubček in gresta z odra. Hvala lepa. Oziroma ne, župan. Župan lahko stane. Še z nama malo stane. Pa mikrofona tudi ne rabiš. To je neke vrste štafetna palca. Olimpijske igre. Čudovito. Pa pejmo potem kar naslednjemu nagrajencu. Se strinjamo, kot je očitno, nadarjenost in uspeh se nagrajuje v naši občini. Absolutno. Zato na oder vabiva diamantnega maturanta Jašo Krevha. Jaša Krevh dobi županovo priznanje za izjemen uspeh pri splošni maturi diamantni maturant. Jože, a ti sploh veš, kaj je to diamantni maturant? Sumem, da ni povezan s T2-evim paketom oranžnih diamant. Ne, diamantni maturant pomeni, da nekdo zbere oziroma dobi, si zasluži, si priuči vse možne točke na maturi. Kaj? Vse možne točke? Čestitam. Jaz mislim, če bi vedel, da obstaja, to bi tudi jaz tako. Jaša, povej mi, ti si še danes si bil na Poljskem, imam prav? Ja, glih dan sem priletel iz Katovic, kjer smo bili slovensko ekipo na evropskem tekmovanju mladih raziskovalcev. Mlad raziskovalec in v čem ste tekmovali? V bistvu tam smo mladi iz cele Evrope predstavljali svoje raziskovalne naloge, ki smo jih delali v srednji šoli. Wow. Nisem videl, da to sploh obstaja. En velik aplavz. Jaša, iskrene čestitke za priznanje. In sedaj lahko oba se stopita z odra. Tako. Naslednji dobitnici priznanja pa sta prijateljici. In tu je njuna napoved z našim škofeljskim bendom. Hvala za to čudovito poskočno najavo naših naslednjih nagrajenk. Vidite na naših zaslonih prijateljici, sosedi, obe zlati maturantki, za kar boste tudi prejeli priznanje. A zlati maturant pa veš, kaj je? To je pa velik točk. Vsaj 30. Vsaj 30. Vsaj 30-34. Same petke. To sem pa skor. Ja. Skor si zadev, ne? Torej, Lara Bajuk in Urša Vavpotič obe prejmeta županovo priznanje za izjemen uspeh pri splošni maturi, zlata maturantka. Seveda dobi vsaka svojega, da ne bo nesporazuma. Žal sta obe upravičeno odsotni. Ne vemo točno, možno, da se že učita za letos, za naprej, možno pa, da malo za nazaj popravljata. Proslavljata? Pa proslavljata. Pa že naprej proslavljata. Ja, kakorkoli, dajmo en velik aplavz za naši zlati maturanti. Seveda priznanja boste prejeli v svoje roke drugič. In mislim, da je čas zdaj za malo kulinaričnih specialitet. Ne v živo, vendar na sliki. Na sliki? Kar poglej. Čakaj, a to je tak šopek? A zdaj jaz prav razumem, to je šopek, ki ga lahko na koncu poješ. Kulinarična specialiteta, tako je. Pa to je genialno, končna uporabna umetnost. Pa še na drugi strani, ta je bolj jasen na prvi pogled. Ja, čudovito. In takšne umetnine dela naša občanka Zmaga Sebanec. Poglejmo, kaj o Zmagi Sebanec pravi naš podžupan Bojan Božič, seveda.
Pravijo, da zmaga vedno zmaga in to ni le igra besed, to je resnica. Zmaga je krajevni in občinski guru in ni vse kulinarika in kuhinja, ima srce na pravem mestu in kaj ne rečem, zmaga vse čestitke za prejeto priznanje in hvala, ker ste del skupnosti. In še izjava ravnatelja osnovne šole Škofljica, Romana Bruška. Magda Sebanec je mojstrica kulinarike. Je oseba, ki vedno reče, bomo naredili, je odločna, samozavestna, s širokim srcem. In kadarkoli smo delali od Merša do ravnateljevega plesa, od občine ali za otroke, vedno je znala poklicati svoje kolegice in z njimi narediti mojstrovine, ki nas vse bogatijo, nas navdajajo z upanjem in navdušenjem. Hvala, čestitam. Gospod Magda Sebanec, vabimo na oder, prav tako župana, da podeli priznanje. Magda Sebanec dobi plaketo občine Škofljica za dolgoletno prostovoljno delo v lokalni skupnosti. Iskrene čestitke. Še ena slikca, 2 poljubčka in hvala lepa. Hvala lepa. Kar nadaljujemo z našimi nagrajenci. Župan se mora danes fajn nahoditi, da bo naredil 10.000 korakov, zato ga skozi malo dol pošiljam. Si mu pogledala na telefon, koliko že naredil? Prej sem na udi gledala. Ja, torej mi pa nadaljujemo in s takimi besedami. Spodobi se in pravično je, da se spomnimo tudi na človeka, ki ima za sabo 30 let svoje častitljive službe v občini Škofljica. Poslušajmo, kaj o njem pravi Katarina Jaklič, tajnica župnijskega pastoralnega sveta. Naš gospod župnik Jože je zgled zvestega, poštenega duhovnika, ki ima rad slovensko besedo, rad ima domovino, rad ima Boga. Tako nas tudi vzgaja za dobro in lepo, da bi bili prijazni do bližnjih, taki dobrohotni, inteligenten mož, zelo razgledan. Z njim se lahko pogovarjaš o zgodovini, o psihologiji, aktualnih političnih novicah in vedno se izkaže kot iskriv sogovornik. Je tudi srčen, skromen človek in hvaležni smo, da ga imamo. In še Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas. Gospod župnik Jože je res neverjeten in zanimiv človek. Ne moreš verjeti, kaj počne vse pri svojih letih. Prav v polnosti opravlja poklic župnika, pa še mnogo drugih stvari. Daje podporo več kot 15 skupinam v župniji, od župnijske Karitas, pevcev, ključarjev, župnijskega pastoralnega sveta, skrbi za okolico in je, kdor ga pozna od blizu, ve, da je zelo vesel človek, radoživ, poln energije in da ima zelo rad domovino. Jože Tominc, vabimo vas na oder, prav tako župana. Gospod Jože Tominc dobi županovo priznanje za dolgoletni doprinos kakovostnejšemu življenju v občini Škofljica. Zdaj bo. Jože, tebi tudi hvala. Ja, hvala vam. Ja. Hvala vsem, ki ste prisotni. In sem vesel za to priznanje, vendar to priznanje gre vsemu občestvu, vsej skupnosti. Hvala. To je pa skromnost našega Jožeta.
Tako, iskrene čestitke in predlagam, da gremo s priznanji naprej, saj jih imamo še kar nekaj. Kam greš pa ti zdaj s to čelado? Čakaj, ni zdaj na naslednji vrsti predstavitev športnikov občine Škofljica. Ja, A ti veš, a si ti mene kdaj videla na kolesu? Zdaj se grem postaviti v vrsto, da bom zraven, ker je... A ni? Mislim, Jože, jaz sem te videla, zanj si šel mimo moje hiše, ampak mislim, da ne bo tvojega imena, veš, zdaj v tem kolažu športnikov. Zakaj? Najdražji kolon. Ja, ker mi bomo danes predstavili res smetano, jagodni izbor športnikov. Ker če bi dali čisto vse športnike Škofljice, bi bili lahko tukaj do naslednje. Razumem, glih pri meni ste mogli odrezati. Ničkim čez, no. A je še kdo, Že jaz sem malo višja, veš. S čeladom ne. S čeladom ne. Torej, poglejmo si kolaž naših športnikov. Jaz mislim, da si zaslužijo en aplavz, to so bili res. Še mnogo bi jih lahko dali na video, a nekje se je bilo treba ustaviti. Ja, Ne, ni bilo tebe. marsikateri od teh športnikov deluje pod okriljem Športne zveze Škofljica, ki je bila ustanovljena pred 9 leti z namenom povezati športna društva in klube na območju občine Škofljica. Delo zveze je razvejano, med drugim aktivno sodeluje pri vseh postopkih vezanih na vsakoletni program športa v občini Škofljica. Ste videli slovensko baklo, ki se je na poti do olimpijskega Pariza ustavila na Škofljici? Ali pa, ki se je začela ena od etap 30. jubilejne mednarodne dirke po Sloveniji 2024, seveda na Škofljici. Res imamo pestro dogajanje, športno dogajanje tukaj na Škofljici. Tako je. In na čelu Športne zveze Škofljice je Milan Knez, ki dobi županovo priznanje za aktivno udejstvovanje v športu in promocijo občine Škofljica. Je pa danes gospod Knez na poroki, ne svoji sicer, pač pa od svoje hčerke, kar se mi zdi, da je dovolj dobro opravičilo, da ga danes ni tukaj. In glede na to, da so z njim vsi njegovi bližnji v Kočevju, je najbolje, da ga kar pokličemo. Halo, iskrene čestitke, gospod Knez. Me slišite? Čestitke, tukaj iz dvorane Škofljica. Halo, čestitamo. Ja, sveda hvala. Presenetili ste me s klicom. Hvala lepa vsem, ki so se odločili, da prejmem to visoko priznanje. Čestitke tudi vam kot očetu neveste, na poroki smo vas zmotili, kaj ne? Ja, res je. Malo prej sem plesal ples za nevesto oziroma hčerko in ja, bilo je lepo in bo še dolgo noč. Kot predsednik Športne zveze Škofljica ste izredno dejavni. Zanima nas, kaj se novega obeta na tem področju na Škofljici? Veliko stvari. Že do sedaj se je veliko dogajalo.
Dobili bomo nogometno igrišče. V naslednjem tednu je kronometer Škofljica za veterane. Obeta se nam mini olimpijada in še bi lahko našteval. Odlično, ne bomo vas več zadrževali, še enkrat čestitke vam, tudi vaši hčerki in lepo se imejte na poroki. Hvala lepa in lepo zdrav vsem v dvorani. Jaz nisem vsega dobro razumel, ampak jaz sem slišal olimpijada vmes, da se Ja, seveda. Jože. Je malo pogled okrog, tudi Razvija visijo se. plakati po vse, seveda. To naša Škofljica je zelo športno aktivna in dejavna. No, če smo že pri športu, če sem skočil, nismo samo odlični športniki, ampak smo na Škofljici tudi odlični navijači. In med nami je ogromno odličnih navijačev, ki smo jih sicer pobrali bobne danes, zato si bomo zdaj sposodili en boben tam pri Tilnu. Zdaj boste dokazali, kakšni odlični navijači ste, še posebej na rokometnih tekmah, še posebej, ko igrate proti mojemu Ormožu. In če se še spomnite, ti samo špilaj, kaj si nehal špilati. Če se še spomnite, tak enih 20 let plus nazaj, so bili 3 himni, ne? En je bil z Prekmurja, en je bil z Maribora, en je bil pa z Ljubljane, Mota Hriba. In oni so bili en komad, ki je zvel, ne, Slovenija gre naprej. Dečki, smo pripravljeni! 1, 2, 1. Slovenija gre naprej. Dobro slišmo! Slovenija gre naprej. Še enkrat! Slovenija gre naprej. Kje ste navijači? Slovenija gre naprej. Dobro slišmo! Slovenija čase gre naprej. To mi nekaj krasnega imamo. Slovenija gre naprej. Hvala lepa, band! Hej, aj oči glasen? Ja. Kdaj je pa najglasnejši? Doma pred televizijo, a na tekmah? Na tekmah? Jože? Ja, midva sva zdaj pri najglasnejšem škofljiškem navijaču. Andraž, sicer sumam, da boš tudi ti tu prepovedati za pit. Po mojem, ja, izvoli mikrofon. Daj mi malo povej, vidimo te na televiziji, ko s tole svoja zastava, lahko nam kaj več poveš o tej, jaz tej zastavi pravim lavrška zastava. Daj nam kaj več povej. Se je, zgodba se je začela 2014, ko so se naši hokejisti uvrstili na olimpijske igre prvič, takrat je pozval. Ok, bom jaz na glas za tiste, ki ne vidite. Laurica Zajc je z vami, gor piše en aplavz, prosim za Zajca, ki je z nami. Kdo, kje vse je bila? Bila na vseh kontinentih. Ja, v bistvu Azija, Amerika, po celi Evropi. Kdo vse je že gor podpisan? Željko Pitar, Dončić, Dragić, Mark Marquez. Ok, a te lahko te vprašam, kdaj je zdaj Dončić dobil NBA prstan, kdaj bo zmagal, a to veš ti? Ja, letos. Letos? Ja. En aplavz, prosim za... Tako in razkrilo lahko tudi vidimo, kje vse je Andraž bil s svojo zastavo in tudi večinokrat svojo družino, tako da Andraža kar vabimo na oder. Andraž večkrat tudi daruje športne drese v dobrodelne namene, pomaga pri raznih dražbah, da se zbira denar za pomoči potrebne in Andraž daje, so tudi županovo priznanje za aktivno glasovanje o športu in promocijo občine Škofljica. En aplavz za Andraža.
Iskrene čestitke. Veš, kaj mi je všeč? Ki sploh ne vejo, da dobijo priznanje. Ja, je bil malo presenečen, šokirani. Žalijo, si videl, žalijo, je bila šokirana, vsi presenečeni, ker nihče ne ve. In še za eno, naslednje ne vejo. Še zadnje. Tudi ne vejo. Sva midva vedela. Samo midva vedela. Še eno priznanje čaka na našo podelitev. Zanj imamo vsaj 40 razlogov, da ga upravičimo in postavimo ob bok vsem podeljenim. Dobro se sliši. Kaj pa so ti razlogi? 40. Z veseljem ti preverjam. Predanost, nesebičnost, strokovnost, 40 let pomoči, usposabljanje, delo, varstvo, nega, terapija, rehabilitacija, pa Dolfka, Tatjana, Barbara, Irina, Mitka, Nika, Tomaš, Janez, Boštjan. No, lahko pa zaključim s tistim najpomembnejšim. In to je? 40 let srčnosti, ker to je tisto, kar tudi nas Škofeljčane definira. Ob 40. obletnici delovanja dobi županovo priznanje Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. In na oder vabiva predstavnico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga, dr. Metko Novak. Jaz prav vem, da zdaj že zaključim. Ja. Že pred konc. Že pred konc, ja. Ja, odlično. Potem pa predlagam... Kratko in sladko. Kratko in sladko. Potem pa predlagam, da zaključimo našo oddajo s povezovanjem, sodelovanjem srčno. Eno srce. Sam, sam nekje je
Se slišal, da nisem A ti si pa spet pobegnil, ali Jaz kaj? sem plesal v A zadnji, si slišal, zadnji si meditiral, plesal. všeč mi je bilo. Ja. Prej sva rekla, da smo prišli do konca, a ne? Ja, ampak neki, ne čist. Ne čist, ne? Ne čist. Neki še manj. Nekaj presenečenja imamo še. Neki imamo. Ampak je toliko veliko presenečenje, da tudi za najo presenečenje. Ja, da tudi mi vidva ne ne vejo, vejo, ne? točno, kaj. Tako da tisti, ki ima presenečenje, ne prosim, kar pride na oder. Ja. Dobili smo neke informacije, da sta to dve osebi. Aha, nekaj se dogaja. Vse premika. Nekaj se tam v zadju. dogaja. Drugač, župan vam je bil všeč, vmes lahko malo poklepetamo. Ja, vrhunsko. Ja, gled, pa ti toliko na glas govoriš, da trije so skočili, zdi videl to, trije. Ja. Ej, že nazaj. Aha. Aha, prihaja neko presenečenje. Dober večer, Škofljica. Midve sva doma v Mengšu. Moje ime je Diana Korec, to je moja hčerka Špela Magister, sva članice likovnega društva Mengeš, zelo aktivnega. In Škofljica in Mengeš sta zelo povezani, ne zato, ker imata obe š noter v imenu, ampak zaradi lanskih poplav. Srčni ljudje Škofljice so ogromno pomagali Mengšu. Midve sva imele drugačen plan. Midve sva povezane že več kot 25 let z eno našo srčno prijateljico, Dragico Bažec. Želimle, verjetno jo vsi poznate. Želimle je z gasilci pomagal v naši poplavi 4.8. v Mengšu lani. In ta Dragica je kriva, da smo se nekaj zmenile. Risati Mengeš v poplavi in po poplavi, ko je lep. To so imele skoraj 1 leto čas, plani so bili pa malo drugačni, ker nam je vreme zagodilo. Svoje slike so želeli razstaviti na stolnici Želimlje, zraven njihove prekrasne makete, pa to ni rada, kar je bilo odpovedano zaradi dežja. In slike bi rade, da vidite zdaj tukaj zdaj vsi. Namen je pa tak, v zahvalo srčnim ljudem, Škofljice, njihovemu županu in pa seveda, ker smo tudi v Mengšu srčni ljudje, našemu županu, ki tamle sedi, sva namenile te slike oddati v dar vsakmu po 2. Eno grdo poplavljenega Mengša, pa eno lepo, prelepega stoletovega drevoreda. Hvala. Hvala lepa, še župan Mengša, pridite hitro gor! Pridite! Tole je pa grda slika, ampak je lepa ratala zato, ker imamo pri nas v Mengšu zelo čedne gasilce. Je kar mogel iti na sliko. Tole je bilo reševanje vrtca. Temnoplava mašna, to je Dragica določila, Želimlje, gre županu Škofljice. Izvolite. Špela Izvoli, to je ona risala, to je pa drevored s pšato, taka je lansko leto toliko zalila naš Mengeš, temnoplava mašna, ta je to za župana Škofljice. Naš staritev drevored jeseni, ko so lepe jesenske barve. Želimle, Dragica je odločila, svetloplava mašna, da gre k našemu županu, županu Mengša. Izvolja.
zakaj pa ta grda slika? Ampak je lepa ratala, zato ker so bili želimenski gasilci pri nas. To je njihova sirena pa njihove luči v vodi. Ta slika ima pa spet svetlo-plavo mašno, pomeni, Dragica je izbrala, ta gre našemu županu Mengška. Izvolite. Spoštovani, res iskreno lahko rečem, da je tudi za mene to presenečenje, sem pa izredno vesel, da sta članici likovnega društva naredili tako lepo gesto, pa lahko iskreno rečem, ja, voda je naredila kar nekaj škode, ampak naplavila tudi enega čudovitega človeka, to je vašega župana, pa predvsem seveda spoznal vas vse občanke in občane Škofljice, srčni ljudi in ta srce se vam res ga zaslužite. Hvala še enkrat vsem vam in tudi vama za to lepo gesto. Ja, tako je to, ko planiraš, delaš načrt, pa vidiš, da so presenečenja sestavni del ljudi, ki delajo s srcem. Jaz lahko rečem za župana Mengša Bogota, da sva ratala ena taka čist posebna kolega prijatelja, ki ne moremo več reči gospod župan, ampak reče veli Bogo, kaj sti, kaj dogaja vrte. Mi smo takrat skočili, ja, očitno, lejte, so take stvari vedno tiste, ki nas povezujejo. Tudi likovno društvo, ne samo to, vsi naši gasilci so bili tam in Dragica zdaj sodeluje in ja, mislim, da bova mogla narediti pa, ker imate vi dobro proslavo pod Marelo, tako da tudi dobre ansamble, tako da mislim, da bomo mogli narediti pa enkrat eno skupno zabavo za Mengeš pa za Škofljico. Kar vabljeni že danes. Dajmo en velik aplavz za kolega in za kolega presenečenja. Hvala vsem. Ja, meni pa iz režije že javljajo, da se je vse skupaj malo zavlekečeno, da moramo zdaj pa res zaključiti. Aha, torej, dragi vsi, hvala lepa, da ste bili z nami. Se vidimo ponovno 2. soboto septembra 2025, ko bo na sporedu 3. oddaja Škofljica smo srčni ljudje. Tebe bomo naučili pa do takrat peti. Super, se pa upam, da vidimo kaj prej, konc koncev smo sosedje. No, to pa res, ne? Ja, seveda. Lepo se imejte. Adijo, lepo se imejte.